Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, drage dame in gospodje, dragi vsi naši prijatelji. Veseli nas, da ste se odzvali našemu povabilu in se nam pridružili na pogovornem večeru na predvečer Dneva človekovih pravic. Odkrivanje zamolčanih plati naše skupne zgodovine je pomembna dejavnost in poslanstvo Študijskega centra za narodno spravo. Tej temi bo posvečeno tudi današnje srečanje, na katerem še posebej toplo pozdravljam nam zelo dragega profesor dr. Lovra Šturma, pravnika, nekdanjega ministra za pravosodje in nekdanjega člana Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Najprej pa besedo predajam uvodnemu govorniku, gospodu Holgerju Hajbachu, direktorju Fundacije Konrad Adenauer za Slovenijo in Hrvaško, ter nekdanjemu namestniku predsednika odbora za človekove pravice in humanitarno pomoč Bundestaga. Za gospodom Hajbachom nas bo nagovorila direktorica Študijskega centra za narodno spravo, dr. Andreja Valič-Zver. Gospod Hajbach, vabljeni k besedi. Thank you very much for the nice introduction, ladies and gentlemen. Dr. Zver, we as Konrad Adenauer Stiftung are very happy to organize this event together with all of you, because as you may know, one of our missions is rule of law and human rights. And especially as somebody who has seen the Berlin Wall fall as a young man and has seen what kind of atrocities were revealed when we were able to look into the files of the Stasi archives. We know how surprised we were when we found out who was responsible for what. And it was a very interesting, not only interesting, but necessary and integral part of the healing process, especially in the eastern part of Germany, without whom we could not have moved on forward, because how can you know your future if you don't know your past? And I understand that here, as in many other countries, this is still not possible, even 30 years after the events. So what I would like to say is that I think it is absolutely necessary to have this discussion. It is also absolutely necessary for the center to investigate. And if there is political will, there is also a way to find the things that you need to know. Political will, most of the time, is the problem. So I wish us a fruitful discussion, and I'm very much looking forward to hearing from you how you evaluate the situation and what can be done to make it better. Thank you very much. Spoštovani gospe in gospodje, dragi gostje, pozdravljeni torej na tem pogovornem večeru, ki ga ob Dnevu človekovih pravic organiziramo sodelavci Študijskega centra za narodno spravo skupaj z Fundacijo Konrad Adenauer Stiftung, kot je bilo že povedano, njeno zagrebško izpostavo, ki pa je odgovorna tako za Slovenijo kot Hrvaško. Hvala lepa gospodu Hajbachu za njegov nagovor, sodelavcu Ivanu Matanoviču za nekajletno zgledno sodelovanje. Današnji dogodek torej posvečamo posebnemu človeku, zaslužnemu profesorju dr. Lovru Šturmu, ki je pred kratkim praznoval življenjski jubilej. Študijski center za narodno spravo pa mu je posvetil prvo letošnjo številko naše strokovne revije z naslovom Dileme, ki ste jo morda že kdaj držali v rokah, če ne pa je danes lepa priložnost. In v tej posebni, bom rekla, številki dilem so sodelavci in sopotniki dr. Šturma, našega slavljenca, počastili s svojimi razmisleki in prispevki, za kar se jim seveda še enkrat iz srca zahvaljujem. In v veliko čast mi je danes, da lahko dr. Šturma
in seveda njegovo drago soprogo pozdravim med nami, prav tako njegove sorodnike. Žal, hčera je še na službenem potovanju, se še ni vrnila v Ljubljano, ampak jaz sem prepričana, da je z nami. Spoštovani, kot vam je znano, je študijski center inštitucija, ki je bila ustanovljena leta 2008. V času, ko je bil minister za pravosodje dr. Šturm in predsednik slovenske vlade Janez Janša. To je bil čas, ko smo Slovenci ponosno predsedovali Evropski uniji, in to je bil tudi čas, ko je slovensko predsedstvo Evropske unije v Bruslju, v Evropski komisiji, organiziralo prvo javno tribuno o zločinih totalitarizmov v 20. stoletju. In ne samo to, iz tega posveta je izšel imeniten zbornik, mislim, da ga imamo tukaj pred nami, naslovnico, in v tem zborniku so objavljeni, lahko bi rekli, temeljni prispevki z tega področja in pravzaprav lahko bi rekli, da je to danes nepresežen zbornik, evropski zbornik. Za študijskim centrom, katerega, lahko bi rekli na nek način, oče je bil dr. Šturm, je več kot 10 let delovanja s številnimi dogodki, močno mednarodno mrežo, z znanstveno-raziskovalnimi programi in projekti, publikacijami, snemanji, delo z mladimi in tako naprej. Mi nenehno poudarjamo, da prizadevanje za spoštovanje človekovih pravic in dostojanstvo človeka sodi med najbolj plemenita prizadevanja človeštva, saj iz tega izhaja priznanje temeljnih vrednot, svobode, enakosti, pravičnosti, miru na svetu. Naj citiram: ideja o človekovih pravicah izvira iz ideje o neskončni in absolutni vrednosti človeške osebe in pomeni njeno obrambo pred državno oblastjo. Je zapisal tudi danes med nami, sem tega zelo vesela, profesor dr. Anton Stres, že pred kar nekaj leti. Koncept človekovega dostojanstva in osebne svobode je precej starejši, kot je obletnica deklaracije o človekovih pravicah, ki se je danes spominjamo. Pravzaprav sega še dlje nazaj od razsvetljenstva, ki je postavilo človeka v samo jedro javnega življenja. Prevečkrat pozabljamo, da je človek v okviru krščanstva dosegel največje dostojanstvo, največji prostor svobode, enakosti, solidarnosti. Ni čudno, da je prav odnos krščanstva do človeka postal najbolj dostojanstven, zaradi česar je postal tudi univerzalen. Nobena druga vera ali prepričanje ga v tem elementu ni preraslo. Na drugi strani sta pa zanikanje in teptanje človekovih pravic neštetokrat pripeljala do barbarskih dejanj, uničujočih za človeštvo. Človekova svoboda in dostojanstvo sta še posebej okrnjena v nedemokratičnih družbah. Spoštovani, slovenska polpretekla zgodovina je zaznamovana s totalitarizmi, v katerih so bile drastično kršene človekove pravice in temeljne svoboščine, še posebej v prvih letih komunistične vladavine. Po koncu druge svetovne vojne in komunističnem prevzemu oblasti je bilo v Sloveniji ogromno političnih in montiranih sodnih procesov proti tako imenovanim razrednim sovražnikom, proti domnevni opoziciji, kmetom, trgovcem, obrtnikom, intelektualcem, industrialcem, članom in podpornikom ilegalnih skupin, duhovnikom in drugim. Večina je bila obsojena zaradi političnih razlogov.
Običajno so bile izrečene zelo visoke kazni, mnoge tudi smrtne. Ti procesi na podlagi revolucionarnega sodstva so bili brez dvoma justični umori. Povojni pravosodni sistem je nastajal že med vojno na temelju sovjetskega revolucionarnega bolševističnega prava. Pravo in pravni sistem sta bila popolnoma v rokah politike. Decembra 1945 je Edvard Kardel tako dejal, da morajo sodišča, citiram, soditi, kakor hoče partija. Na sodišču mora biti OZNA, torej tajna politična policija. Sledila je čistka v sodniških vrstah in na sodiščih so začeli soditi sodniki laiki brez pravne izobrazbe. Pravosodni sistem je na temelju monopolne in totalitarne oblasti partije po koncu druge svetovne vojne najhujše in sistematično kršil človekove pravice in svoboščine. In naloga naše generacije, spoštovani, je, da poskuša z vsemi sredstvi pravne države popravljati storjene krivice iz preteklosti. Pri tem, nažalost, še nismo uspešni. Saj celo tistih, ki so bili barbarsko pobiti leta 1945, pa tudi kasneje, ne zmoremo dostojno pokopati. Še vedno ne. In tako se travme in krivice po nepotrebnem prenašajo na njihove svojce in mlajše generacije. In na tem mestu bi rada poudarila neprecenljivo vlogo dr. Šturma pri razjasnjevanju in obračunavanju s slovensko in tudi evropsko totalitarno preteklostjo. In dovolite mi, naj ob tem navedem eno temeljno misel iz pravne filozofije Gustava Radbrucha, ki nas uči, da formalno, pravilno sprejeto pravno pravilo še ni vselej vsebinsko pravilno. Pravno pravilo, ki zanika pravičnost, enako obravnavanje in temeljne človekove pravice ni pravo, temveč je nepravo. Unrecht. Gustav Radbruch je v 3. minuti njegovih 5 minut filozofije prava iz leta 1945 zapisal, citiram, pravo je volja k pravičnosti. Pravičnost pa pomeni soditi ne glede na osebo, vse meriti z istim merilom. Ko se časti ubijanje političnih nasprotnikov in se zapoveduje ubijanje ljudi druge rase, vendar se enako dejanje proti lastnim somišljenikom kaznuje z najbolj grozovitimi in ponižujočimi kaznimi, tedaj to ni niti pravičnost, niti pravo. Kadar zakoni zavestno zanikajo voljo k pravičnosti, ko na primer ljudem samovoljno zagotavljajo ali odrekajo človekove pravice, tedaj ti zakoni nimajo veljave in se jim ljudstvo ni dolžno pokoravati. Vendar morajo tedaj tudi pravniki zbrati pogum, da jim odrečejo naravo prava. Konec citata. In danes obeležujemo jubilej pravnika, katerega esenco delovanja bi lahko povzeli z besedo pogum. Pogumno se je v različnih časih, na različne načine, zoperstavljal udobnemu plavanju v mainstream pravosodju in vedno iskal pravične poti spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Kajti, naj si še enkrat izposodim misel cenjenega dr. Stresa. V vseh družbah, ki se ne odlikujejo v spoštovanju človekovih pravic, se boj za njihovo priznavanje začenja z bojem za politično neodvisnost sodstva. Neodvisno sodstvo je eno najpomembnejših sredstev pri varstvu človekovih pravic. Konec citata. Vsekakor se naš današnji slavljenec, dr. Šturm, v vseh razsežnostih in pri vsem svojem delovanju zaveda tega temeljnega postulata demokratične družbe. In preden ga prepustim sodelavcu, dr. Renatu Podbersiču, glavnemu uredniku Dilem, ki se bo pogovarjal z njim,
Naj se seveda dr. Šturmu iskreno zahvalim za vse njegovo delo, za vso podporo in pomoč študijskemu centru in mu kličem Bog vas živi, dr. Šturm. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, obiskovalke in obiskovalci. V posebno veselje mi je, da lahko kot glavni urednik revije Dileme na nocojšnjem pogovornem večeru gostim uglednega zaslužnega profesorja, dr. Lovra Šturma. To jemljem kot poklicno dolžnost, ampak tudi osebni, prijateljski, naklonjeni pogovor z osebo, ki jo nekaj let že poznam. Sem jo imel priliko od blizu opazovati pri delu. Osebo, ki jo cenim, osebo, ki je zelo stroga, tako do sodelavcev kot do sebe, resnicoljubna in pa, kar je že uvodoma rekla dr. Andreja Valič-Zvir, ni plavala s tokom, kot bi lahko in udobno čakala penzijo, ampak je iskala vedno nove rešitve. Tako v odnosu do sočloveka, kot v odnosu do države, naroda, družbe. Skratka, obljubljam vam en zanimiv pogovor. Dr. Šturm, poznamo vas iz medijev, poznamo vas kot dvakratnega ministra slovenske vlade, za pravosodje malo bolj, za šolstvo malo manj, ampak kdo je pravzaprav rod Šturmovih, kateremu pripadate? Vaš oče je bil zelo narodno zavedna ljubljanska družina, oče je bil Sokol, kolikor vem. Ta žilica po odkrivanju novih svetov, po tujih jezikih, po potovanjih je bila vsajena v vašo družino. Menda je vaš ded pred stoletjem in več odpotoval na daljno Kitajsko. Torej, kdo so bili pravzaprav Šturmovi, stara ljubljanska meščanska družina? Za uvod. Ja, hvala za to zanimivo vprašanje. Najprej pa seveda lep pozdrav vsem, ki smo se danes tukaj zbrali. Zahvaljujem se tudi tako Študijskemu centru za narodno spravo, kot tudi Konrad Adenauer fundaciji, da sta organizirala in omogočila to današnje srečanje. Ob tem, ko med vami razgrnem nekaj podrobnosti iz mojega življenja in svojega dela, bi se pa želel tudi zahvaliti moji ženi Milici, ki mi je ves čas pri mojem delu nesebično spremljala in pomagala, da sem lahko delal medtem, ko je ona poskrbela za vse tisto, kar je seveda potrebno, da lahko nekdo v miru dela. Zdaj pa nazaj k vašemu vprašanju, dragi kolega Renato. No, pravzaprav nismo bili ljubljanska družina. Šturmi, vsaj ta rod, ki mu pripadam, so izvirali iz Poljč na Gorenjskem. Poljč pri Begunjah na Gorenjskem, Poljče. Morda je zanimivo, da je prav tista stavba, v kateri so poslanci Demosa zborovali in sprejeli odločitev za plebiscit, da je to bila nekoč Šturmova stavba. Tam je bila družina Šturmov in to je bila del tiste stavbe, ki je bil kasneje tudi predelan in nekoliko obnovljen, povečan, je sedanji center za alpsko
za veščine alpskega vojskovanja in to je tisti kraj, kjer je Demos sprejel odločitev za plebiscit kot neka zanimivost, se pravi. No, moj rod je res pravzaprav izviral tam, vendar so se počasi selili proti Kranju in Ljubljani in kot ste omenili tudi po vsem svetu. Res je, da je moj, no tako bom začel, moj praded, ki je bil tudi lovec in bil rojen leta 1803, je bil kasneje ranocelnik. Ranocelnik službuje v Cerkljah na Gorenjskem in v Kranju, se pravi na Gorenjskem. Njegov sin, ki je bil spet lovrenc in ki je bil moj ded, je bil pa kuharski mojster. Kuharski mojster in sicer zaposlen nekaj časa na Dunaju, potem pa je bil vodja kuhinje pri črnogorskem knezu, kasnejšemu kralju Nikoli. In je tam preživel več kot 15 let. Se pravi, neka vrste gastarbajter je bil v Črni Gori. To je bilo še v 19. stoletju. In tam je tudi spoznal hčerko takratnega graditelja, gradbenika, ki je gradil na vse pretege za Nikolo Cetine, ustvaril je Cetine. To je bil pa nek italijanski mojster Campiello, Bepi Campiello in njegovo hčerko. In se z njo poročil. Poročila sta se na Cetinu in tako je prišlo do tega, da je bil moj oče rojen v Črni Gori, v Ulcinu, ker na Cetinu ni bilo takrat še bolnišnice, v Ulcinu pa je bila bolnišnica. Tako da, kot vidimo, kar precej daleč od Slovenije, ampak vendarle zanimive povezave. Mimogrede, če ste bili na Cetinju, tiste zanimive zgradbe, veste, ambasade in pa knjižnica, biblioteka, to je vse pravzaprav gradil moj praded Bepi Campiello, ki je bil oče od moje stare mame. No, potem, to je bilo seveda še vse za časa Avstro-Ogrske, po preteku določenega službovanja pri knezu Nikoli, ki je medtem postal tudi kralj in je Črna Gora postala kraljevina, je moj ded zapustil Cetinje in je šel v Pulj, kjer je bil pa tudi spet zaposlen enako tako kot vodja kuhinje na različnih ekspedicijah avstrijske vojne mornarice, ki je takrat na veliko raziskovala in na veliko potovala tudi na Daljni vzhod. Tako je bil udeležen na več teh ekspedicij, ki so bile na teh ladjah in je bil tudi na eni od velikih ladij takratne avstro-ogrske mornarice z imenom Kajzerin Elizabet, cesarica Elizabeta, to je bila ena največja njihova ladja, s katere je odplul tudi ponovno na eno od številnih potovanj proti Pekingu. Prispeli so do Pekinga, potem oziroma do Tajpeja, do pristanišča v Peking šli, prezimili v Pekingu, šli potem naprej. Potem pa ga je nenadoma nekje pri Salomonovih otokih je staknil neko nejasno bolezen, verjetno tifus ali kaj podobnega in je tam tudi umrl. Tako da je, moj oče je zelo zgodaj ostal brez očeta. To se je zgodilo kmalu po prelomu stoletja. Takrat je bil moj oče star takole okrog 12 let in je šel potem na šolanje v Ljubljano. V Ljubljani se je pa zelo kmalu vključil, kot ste že omenili, v Sokola in zelo pridno telovadil in bil tudi najboljši telovadec. Jaz sem šel iskat njegova spričevala
v takratnih šolah, ki je obiskoval, in pri telovadbi imel same odlične, pri telovadbi in pri matematiki. To mu je najbolje šlo. Potem pa je zgodba tako nanesla, v Ljubljani je živel pri svojem stricu. Vendar je tudi njegov stric, živel je pa v Zoisovi palači na Bregu. To je znana zgradba. Vendar je ta stric tudi takrat umrl, to je bilo še pred Prvo svetovno vojno. In zdaj, kam z njim? Domovinstva pa ni imel v Ljubljani. Veste, domovinska pravica je bila vezana pravzaprav na kraj, odkoder je rod izviral. In ta kraj je bil potem pravzaprav Cerklje na Gorenjskem, kjer je bil njegov ded, ranocelnik. Tako da so ga poslali na Cerklje na Gorenjskem in cerkljanski župan, ki v Cerkljah ni vedel, kaj naj stori z enim mladim fantom novodošlecem, ga je, tako mu je oče pripovedoval, ga je posadil na voz in ga odpeljal k svojemu dobremu prijatelju kranjskemu županu Pircu. Ta kranjski župan je pa seveda zanj takoj našel neko mesto, in sicer pri družini Sirčevih v Kranju, pri znani družini Sirčevih, tako da je oče dobil zelo dobro zavetišče v tej družini in imel takrat seveda zelo lepe spomine na ta leta, ki jih je preživel tam, in se dokončno tudi izučil na kranjski takratni trgovski šoli in kasneje tudi za samostojnega trgovskega zastopnika in podjetnika. In se je s podjetništvom začel ukvarjati že, tako bi rekel, med Prvo svetovno vojno, še bolj pa seveda po njej. Takrat so se odprla tako okna v celoten prostor nove jugoslovanske države in podjetništvo v Kranju se takrat izjemno dobro razvilo. In to je bilo, veste, to je bilo slovensko podjetništvo. V drugih delih Slovenije so bili zelo močno prisotni tudi Nemci kot podjetniki, v Kranju so bili pa v veliki večini to prav Slovenci. Zanimivo ste nam razgrnili malo družinske zgodovine. Genealogija je sploh vaša priljubljena točka, ena od številnih. Poleg tega ste znan tudi kot mecen. To je, da bomo rekli, poklic ali poslanstvo, nekdaj je razširjeno, danes malo manj. Vi ste znan po tem, da spodbujate, podpirate tudi finančno izdajanje knjig, študij in tako naprej. Pred 2-3 leti ste nas presenetili z 2 monumentalnima izdajama gorenjskih pa ljubljanskih meščanskih družin iz 18. stoletja, ker ste bil tudi urednik in tako naprej. Zakaj? Zdaj ste uvodoma začel s pripoved z zgodovino družine Šturm, predvsem Šturmovih. Iz tega pripovedi sem tudi sam, moram priznati, izvedel nekatere detajle, ki jih nisem poznal, pa sem mislil, da vas poznam. Zanima me, zakaj je po vaše to pomembno? Zakaj podpirate te tako imenovane genealoške študije? Zakaj je za človeka pomembno, da ve, odkot prihaja? No, rodoslovje je zanimiva veda. In rodoslovci seveda pač skušajo ugotoviti vrstni red svojih prednikov in pri tem vedno odkrijo marsikaj zanimivega. Čeprav so vpisi v matičnih knjigah sorazmerno skopi, vendarle iz njih človek lahko marsikaj razbere. Včasih so tudi dodane kakšna pojasnila ali drugi podatki, recimo v poklicu ali kaj drugega, tako da dobiš pred očmi kar živo sliko naših prednikov.
Poleg tega pa so matične knjige, zlasti te, ki ste jih vi omenili, ki se pa v bistvu nanašajo na prvi popis prebivalstva na Slovenskem. To je bilo za časa Marije Terezije. Marija Terezija je bila prva, ki je sklenila, da je treba popisati vse prebivalstvo tedanje monarhije. In pri tem je najbolj zanimivo to, da so se ti originalni popisi ohranili v tako imenovanem kapitelskem delu Ljubljanskega nadškofijskega arhiva. Zakaj pravim, da je to zanimivo? Zato, ker smo skušali ugotoviti, ali so se ohranili tudi popisi v drugih delih tedanje monarhije, recimo za Škofjeloko, kajti Škofjeloka je spadala pod Frajdensko škofijo in za njo v Ljubljani, v Ljubljanskem arhivu ni moč najti tovrstnih popisov in smo ugotovili, da tega nikjer ni mogoče najti. Še druge poizvedbe so pokazale, da tudi druge nekdanje države monarhije nimajo teh podatkov, tako da je visoka stopnja verjetnosti, da so prav ti popisi, ki so se ohranili v Sloveniji, v Ljubljani, da so edini res ohranjeni popisi originali tedanjega popisa prebivalstva. Te popisi so pa zelo zanimivi, ker iz njih je mogoče razbrati marsikaj. Število gospodinjstev, potem kateri so bili hišni gospodarji, kako so in kje so stanovali, kakšne moči, socialna slika. Ja. Tako da so ena odlična osnova tudi za socialne in druge primerjalne zgodovinske analize. Se strinjam z vami, prvo midva naprej, drugače bo ostala cel večer tukaj. Povedala sva nekaj o vašem rodu, povedala sva nekaj o vaših zanimanjih, pa deva odpreti tisto Pandorino skrinjico vašega poklicnega ustvarjanja. Bil ste odličen učenec, odličen dijak, jaz nikoli nisem bil. Bil ste odličen študent, bil ste odličen doktorant, leta 60 ste doktoriral, diplomiral 65 doktoriral. Veste, kaj me vedno znova preseneča? Že v 60 letih ste začel se ukvarjati ali iskati neke povezave z računalniki, računalništvom. In ko sem videl naslov vaše doktorske dizertacije, uporaba kibernetike v javni upravi. Oprostite, povejte nam po 50 letih, kaj to sploh pomeni. Odkot vaše zanimanje za računalnike v tistem obdobju, v tisti dobi, ko to ni bilo samo posebno umevno, ko je bilo v nekih predpotopnih razvojnih pogojih, recimo? Ja, no, teh mojih študijskih let se spominjam z veseljem. V gimnaziji obiskoval sem klasično gimnazijo v Ljubljani, ki se je spominjam, tako kot tudi vseh sošolcev, še vedno z veseljem in s hvaležnostjo za to, kar so nam takratni profesori nudili in dali. No, ko sem se pa lotil doktorata, kot pravite, na pravni fakulteti sem pa rekel, dajmo poiskati nekaj takšnega, da se mi ne bo treba ukvarjati z Marksom. In sem pač se spustil na področje uporaba kibernetike v javni upravi, dejansko gre prav za avtomatizacijo upravnega dela in pravnega dela, saj tudi nekateri konkretni rezultati so kasneje izšli iz tega, vendar to je bil, mislim, takrat eden zelo redkih, če ne edini doktorat, kjer mi ni bilo treba med viri navajati tudi marksistične literature. Super ste odgovorili to. Zanimivo. Duh prostora in časa. Torej, je pa iz tega izšel recimo predmet pravna informatika, kjer smo prvi v takratni Jugoslaviji poučevali takratne študente in še zdaj mi kdo ustavi, zdaj seveda so starejši gospodje to, pravijo, ta vaš predmet nam je pa prišel kasneje v praksi zelo prav. Pa tudi prvi smo naredili konture pravnega informacijskega sistema, to, kar je kasneje tudi pri nas postalo že realnost. Deloma sva že odgovorila, ampak vseeno,
Po diplomi in doktoratu ste vi dejansko specializirali v pravno pravo. To vas kolegi pravniki vam to priznavajo, da ste vrhunski upravni pravnik. To ste tudi predaval do odhoda na Ustavno sodišče leta 1990. Veliko pisal, urejal, objavljal. Imate fascinantno bibliografijo z tega obdobja, sem šel preveriti. Me pa zanima to. Vedno ste hlepel po stiku z zunanjim svetom. Že v 60-ih, 70-ih letih ste bil v Veliki Britaniji, v Italiji, v Franciji, v Nemčiji, v Avstriji. Skratka, veliko za obdobje pred 50 in več leti. Torej, iskanje tujih stikov z različnimi jeziki, tako iz romanske kot germanske skupine jezikov. Kako je to bilo mogoče? Ja, jeziki so me vedno zanimali, ne. Tudi, moram reči, latinščina daje eno zelo široko podlago za razumevanje struktur mnogih jezikov. In to sem pač izkoristil, je bil pa to tudi moj hobi. Torej, potem pride leto 90 in ste bil izvoljen za ustavnega sodnika. Bil ste na tem mestu do leta 1998, ste ga zaznamoval. To vam priznavajo tako tisti, ki so vam naklonjeni, kot tisti, ki vam niso naklonjeni. Naj spoštovanim poslušalkam in poslušalcem povemo, da ste bil med tistimi, ki so zaslužili oziroma so predlagali, da je Ustavno sodišče sprejelo dan Ustavnega sodišča. Kako se temu pravzaprav reče strokovno? Ustavni dan, ali kako je to? Ja, dan ustavnosti. Dan to sem predlagal leta 1997 in Ustavno sodišče je to sprejelo. Dan ustavnosti je 23. december. To je datum, ko je bila sprejeta ustava, prva demokratična ustava Republike Slovenije. Hkrati pa je to tudi datum, ko smo šli na plebiscit. Razglašen je bil 3 dni kasneje. Ampak 23. december je pač tisti dan, ne, ki je dejansko dan ustavnosti, na nek način simbolno povezuje plebiscit in tudi sprejem slovenske ustave, demokratične ustave. Tudi nepravniki priznavajo, da je bila ta vaša tako imenovana prva sestava Ustavnega sodišča fascinantna po težini pravniških imen, ki so tam delovala. Torej, ugledni ljudje z visoko stopnjo znanja, strokovnosti, etičnosti. Kaj bi izpostavili na današnjem večeru? Kakšni so vaši najlepši spomini ali pa najbolj globoki spomini na to obdobje? Vendarle vas je zaznamovalo 7 oziroma 8 let dela na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Prvega pravzaprav v samostojni državi. Ja, ne, spomini, moram reči, na delo na Ustavnem sodišču so zelo prijetni. To pa zato, ker smo utirali pot novim pravnim vidikom. Mnogi prej v Sloveniji sploh niso bili poznani, tudi novim pravnim načelom, recimo načelo sorazmernosti. Prej je bilo to nekaj neznanega. Čeprav so posamezne prvine tega načela, recimo zapoved o uporabi milejšega ukrepa ali prepoved prekomernega ukrepanja državnega organa, obstajali celo že v nekaterih predpisih Kraljevine Jugoslavije. Ampak kot načelo to seveda ni bilo v povojnem času, ni bilo znano. Skratka, vse to izkušnje, ne, bom rekel, moderne ustavne demokracije smo v tistem sestavu prenašali v izreke Ustavnega sodišča. V lepem spominu imam tudi razprave. Razprave so bile izjemno živahne in tehtne, temeljite. Stališča so bila zelo velikokrat različna, ampak vedno smo vsako stališče skušali čim bolj dosledno argumentirati in seveda potem to čim bolj prepričljivo napisati tudi v izrek oziroma obrazložitev same odločbe Ustavnega sodišča. Pustiva potem druge stvari, treba se osredotočiti na vaš prvi mandat oziroma prvo mesto ministra v slovenski vladi in to je bilo za obdobje zgolj pol leta
v času vlade dr. Andreja Bajuka sredi leta 2000 do konca leta 2000. Takrat ste postal minister za šolstvo in šport v slovenski vladi. Morda je marsikomu to obdobje šlo iz spomina, bilo je relativno kratko, ampak na to obdobje vašega ministrovanja, naprej omenjenem ministrstvu, je vendarle ostal en trajen spomin. In to je, danes bi rekli nekaj, nič kaj posebnega, to je dvig slovenske zastave ob začetku in koncu šolskega leta, oziroma tudi potem izobešanje slovenske zastave na osnovne šole na tleh Republike Slovenije in tudi petje slovenske himne ob začetku in koncu šolskega leta. Ta ukrep je sprožil tudi nekaj, ne bom rekel zgražanja, ampak nekaj polemik. Kako danes po praktično 20-letnem razmiku časovnem gledate na to vašo šolsko ekskurzijo, recimo? Ja, tudi to za zadovoljstvo. Veliko sem se takrat tudi naučil v tem kratkem času, mislim, zanimivosti iz področja organizacije in delovanja šolskega sistema v Sloveniji. Skušal sem pač nekaj malega prispevati k izboljšanju stanja. Presenetilo me je, kot rečeno, da državni simboli niso bili del poučevanja mladine, oziroma da celo so bili nezaželeni, ne? Kar je bilo zame povsem nenavadno, zato sem že na začetku mandata izdal najprej okrožnico, ne? Naj se ob začetku šolskega leta ti državni simboli spoštujejo. Pa ta moja okrožnica je naletela na revolt društva šolskih ravnateljev, oglasili so se tudi nekateri posamezniki v medijih in so temu nasprotovali iz ne vem kakšnih razlogov. No, pripravil sem neko uredbo za vlado, ki je pač zapovedala, da je treba, da morajo šole imeti zavešene slovenske zastave. Ta uredba je bila sprejeta in nobena kasnejša vlada te uredbe ni spremenila in od takrat naprej imamo te državne simbole tudi na slovenskih šolah. Do takrat pa moram povedati, pa tega kar ni bilo, in ko sem 1. septembra v tistem letu, to je bilo leta 2000, ko sem se odpravil na nek obisk na Koprsko pa okolico Koprskega, na tamkajšnjih slovenskih šolah ni bilo, čeprav so vedeli, da bom prišel kot minister na obisk, ni bilo zastav. Edina zastava, veste, ki je visela na italijanski šoli v Kopru. Tam je visela slovenska zastava. Poleg italijanske seveda tudi, ne? Ker mora to bi viseti skupaj. In to je bila edina. Res nenavadno, ne? No, imel sem pa tudi v tistem letu še neko, kako bi rekel, neko okolnost, ki se tudi spominjam, ker z zadovoljstvom. Takrat je bila tudi olimpijada v Avstraliji, ne? V Sydneyju. Ja, v Sydneyju. In takrat sva odpotovala s mojim takratnim državnim sekretarjem za šport, ki je danes tudi tukaj, dr. Alešem Vestom, dol. Obiskala sva tudi seveda Slovence in imela to, mislim, res lepo priliko, da smo bili prisotni pri osvajanju 2 zlatih odličij takrat. Zlatih. V veslanju, zlatih prvih v Sloveniji, 2 hkrati, obede na isti dan. In v streljanju. Točno, Rajmond Debelc. Ja. No in obakrat se je igrala seveda tudi slovenska himna. Potem preskočiva z 2000 na dejansko morda najbolj obdobje, najbolj dejavno vaše obdobje, ko ste dejansko na velika vrata zakoračili tudi v slovensko javnost. To je obdobje
vašega ministrovanja v prvi vladi Janeza Janše med 2004 in 2008, ko ste bil minister za pravosodje, ko smo se tudi osebno spoznali. Kakšne spomine imate na to obdobje? Oziroma bom začel drugače z vprašanjem. Kot zgodovinar gledam zelo pozitivno na vašo okrožnico, vaš konec koncev zakon, ki ste ga sprejel, da se uvede dan slovenskega pravosodja. V spomin na tisto prvo slovensko vlado iz prelomnih dni, jesenskih dni 1918, ko smo zapuščali eno državo in iskali prostor pod soncem, preko smo vstopili v južnoslovansko državo pod dinastijo Karadžordževićev. Do takrat se je v tej vladi malo govorilo. Vi ste v spomin na te dogodke, v spomin na gospoda Ravnikarja, ki je bil opolnomočenec, ne bomo reči ravno minister, za pravosodje v tej vladi, tudi povezali z sodobno slovensko državo. Kje ste tukaj videli paralele? Takrat je bilo pač treba tudi, bom rekel, trditi enega od konstitutivnih elementov države, to je pravosodje in oziroma ministrstvo in ves pravosodni sistem, se pravi sodstvo. In zdelo se mi smiselno, da poiščemo nek simbolni datum, ki bi označeval slovensko pravosodje. In potem je seveda padlo samo po sebi, da to ne more biti drugo kot 4. november leta 1918, kajti takrat je takratni poverenik za pravosodje, dr. Vladimir Ravnikar. Mimogrede, imamo srečo, da je danes tukaj tudi njegov vnuk, je sprejel zelo pomembno odločitev, da so sodbe od tistega dne naprej na vsem območju Slovenije izključno v slovenskem jeziku in da je najvišje vrhovno sodišče ni več sodišče zunaj tega območja, se pravi na Dunaju, ampak v Ljubljani. To se pravi, v tistem trenutku je bil pravosodni sistem konstituiran, ne samo s sodniki, ampak tudi z vsemi drugimi, z takratnimi državnimi odvetniki, notarji, vse, kar je sodilo v širši sklop pravosodja. To smo dali v predlog zakona. Je pa zanimivo, da je bilo kar nekaj nasprotovanja takrat v parlamentu, kot da nekateri ne bi želeli ničesar, kar se je zgodilo pred letom, bom rekel 41 ali 45. No, ampak zakon je bil seveda sprejet in je ustal in se je obdržal. Omenila sva en droben detalj iz tega obdobja ministrovanja. To obdobje je nedvomno zaznamovalo predsedovanje Slovenije Evropski uniji, kar je bilo danes že omenjeno. Zaznamoval ga je, če se prav spominjam, tudi projekt Lukenda, to je projekt za poskus zmanjševanja zaostankov v sodstvu. Kaj vi osebno, ko danes s časovno distanco 10 in več let gledate na to obdobje, bi izpostavil kot uspeh vašega ministrovanja na ministrstvu za pravosodje? No, nekaj je bilo takih enkratnih dogodkov, kot smo rekli, ta datum. Potem mora biti opravičilo Martinu Uhrniku in njegovi družini, ki je bil po krivici obsojen in je dolga leta preživel v zaporu. In sem se kot minister javno opravičil za storjeno mu krivico, ki mu je storilo pravosodje. To je bilo kar nekaj odmeva v javnosti. Omenili ste projekt za zmanjšanje sodnih zaostankov. Ogromno smo pa tudi naredili, to moram povedati, tudi pri izboljšanju prostorskih razmer za slovenske pravosodne organe. Za sodišča, tožilstva, za državno pravobranilstvo. Iz slabih prostorov so prišli v nove, iz najetih prostorov v državne prostore, ker ni treba plačevati najemnin. Tega je bilo zelo veliko. In moram posebej povedati, da sem imel pri tem vso podporo tudi pri predsedniku vlade in pri finančnem ministru. Ker grejo počasi proti koncu, pa še nisva končala,
bi vendarle izpostavila tudi delovanje Študijskega centra za narodno spravo, ki je nastal tudi ali predvsem na vašo pobudo, z vašim zavzemanjem 1. maja leta 2008 in nenazadnje tudi pri predstavitvi revije, ki jo imava tukaj pred nami in jo boste potem lahko kupili ob izhodu iz dvorane, revije Dileme, kjer lahko prvič slovenski javnosti poveva, da ste eden od očetov te revije. Kajti še zdaj se spominjam tistega pomladnega dne leta 2017, ko ste vstopil v pisarno, kot pogosto to počnete, ali recimo vsake toliko, in rekel, zdaj bo treba pa začeti izdajati eno revijo. A to drži? Ja. No. Tako da, hvala za to vašo pobudo, ki je konec koncev meso postala, se je udejanila. Revija izstopa v 3. leto svojega delovanja, to je zdaj 4. številka, 5. bo išla v prihodnjih dneh oziroma tednih, je že v prelomu, bo kmalu v tiskarni. Ta številka, prva v letu 2019, načeloma izideta 2 številki v vsakem koledarskem letu, je posvečena vam ob življenjskem jubileju. Če dovolite, jo bova poslušalkam in poslušalcem danes nakratko predstavila. Naj povemo, da se je uvodniku, ki je lepo sestavljen, naklonjeno, prijateljsko, kolegijalno, za pisanje odzval profesor dr. Krajnc, Janez Krajnc, vaš kolega na pravni fakulteti. Danes nisva midva vsega povedala o vašem delu, o vaših dosežkih, tudi mednarodnih nagradah konec koncev, vpetosti v pedagoški proces, ne samo na pravni fakulteti. Dr. Šturm je predaval tudi na številnih drugih fakultetah, kolikor vem tudi na gradbeništvu celo, ne? Pa na biotehnični fakulteti in tako naprej. Skratka, marsikje je s pravom oral ledino, ampak vse to bojo tisti, ki jih zanima, vidi napisano v tem uvodu oziroma uvodniku v revijo Dileme, ki je vam posvečena. Uvodoma smo nekaj povedala že o vaši naklonjenosti do mecenstva, torej do podpore izdajanju knjig, predvsem z humanističnega družboslovnega stališča, področja, ki so potrebne in pomembne za slovenski in ne samo slovenski prostor. Tukaj je prispeval prispevek dr. Andrej Naglič o vaši publicistični dejavnosti, predvsem v povezavi z inštitutom Karantanija. Posebej bi pa izpostavil prispevek, ki ga je napisal vaš nekdanji asistent, dr. Blaž Ivanc, danes je predavatelj na fakulteti za zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je spregovoril o manj znanih slovenskih pravnikih, ki so vplivali na pravno filozofijo. Izpostavil je Milana Komarja in Evgena Vasiljeviča Spektorskega, ki je bil doma iz nekdanjega ruskega cesarstva in je predaval na novoustanovljeni pravni fakulteti v Ljubljani. Zanimiv članek, ki je dobil zdaj pred kratkim tudi nadgradnjo v samostojni publikaciji, ki je prišla, kolikor vem, iz tiskarne te dni. Zanimiv prispevek, tudi zanimivo delo, ki je narejeno na arhivskih virih, je prispevala kolegica Mirjam Dujo-Jurđevčič o revolucionarnem nasilju na širšem področju Cerknice, predvsem v letu 1942, narejen po pričevanjih in arhivskih virih. Potem vsekakor treba omeniti prispevek doktorice Mateje Čoh-Kladnik, sodelavke, o dr. Francu Klaru, zdravniku in narodnemu poslancu, ki se je ob koncu vojne znašel pred sodiščem slovenske narodne časti na Štajerskem. Potem je zelo zanimiv prispevek, ki je, kot smo videli, tudi indirektno, oziroma celo direktno povezan z vašo družino, to je prispevek dr. Ljubu Sircu, predvsem kot žrtvi povojnega komunističnega sistema. In zanimiva je razprava doktorja Igorja Grdine, ki je skoraj rečemo hišni oziroma revijalni sodelavec, objavlja tehtne članke v naši reviji in sicer je napisal prispevek o
zgodovinski sekciji Marksističnega centra, ki je po obletnici oktobrske revolucije 1989, torej potem, ko se je berlinski zid že porušil, razpravljala o tem, kako bo na področju zgodovinopisja obdržala oblast. In zanimivo v tej reviji, ki je vam posvečena, pa potencialne bralce in bralke obveščam, je tudi spominski zapis za pokojnim profesorjem Justinom Stanovnikom, ki nas je pred kratkim zapustil in tukaj je njegov spomin in memorija. Na koncu knjige so še recenzije posameznih knjig, tako domačih kot tujih, ki so jih prispevali slovenski zgodovinarji. Kako danes po 4 številkah vam posvečeni tej, pa še eni, ki prihaja, s katero ste tudi seznanjen, bo tudi zanimiva, kako gledate na to revijo Dileme, ki poskuša odpirati vprašanja sodobne slovenske zgodovine, ampak kot smo videli, ne samo zgodovine, širše humanističnih znanosti? No, to je po mojem prepričanju odlična strokovna periodična publikacija, s področji, ki jih omenjate. Skoraj da bi rekel, da je nepogrešljiva za slovenski prostor in samo upam in želim, da bo še dolgo časa lahko nadaljevala svojo uspešno pot. Bi pa mimogrede še, moram nekaj povedati, ko ste govorili o mecenstvu. Nisem sam mecen. Dejstvo, da nam je uspelo izdati kar nekaj zanimivih publikacij in ustreznih dogodkov, gre pripisati mojemu dobremu prijatelju, zdaj žal že pokojnemu inženirju Borutu Prahu, ki je zagotovil neko fundacijo, da je podprla Inštitut Karantanija pri tej zelo pomembni dejavnosti, ki pa, kakor vidimo, še vedno rodi sadove, hvala Bogu. Veliko knjig je bilo izdanih, so na zalogi in moram reči, da je še vedno večje zanimanje tudi za izdane publikacije, kar je pa tudi prav. Profesor dr. Lovro Šturm, s tem se izčrpa današnji pogovor, vsaj ta uradni del. Upam, da ne boste tako odhitel domov, da boste ostali tukaj z nami v neformalnem pogovoru. Marsikaj sva povedala, marsikaj nisva, marsikaj sva dorekla, marsikaj nisva. Iz tega mesta vam želim še veliko zdravja, moči za nadaljne delo, spodbud, ki jih vedno znova dajete, tudi kritik, ki jih upravičeno dajete, včasih morda tudi neupravičeno, ampak kakorkoli, hvala za tale pogovor, hvala za priložnost, da sem smel priliko spoznati tudi osebno, za vašim na prvi pogled nedostopnim, strogim profesorskim pogledom se skriva mehka duša, ki je vedno pripravljena pomagati, ki ogromno ve in to svoje znanje nikoli, res nikoli niste skrival za okopi privatnosti, ampak ste ga bil vedno kadarkoli pripravljen deliti s tistimi, ki so vas znali vprašati za mnenje. Torej, hvala še enkrat za pogovor, hvala še enkrat za pomoč pri predstavitvi te revije in kaj ne rečem, na mnoga leta. Bog vas živi. Najlepša hvala obema za res zanimiv in tudi iskriv pogovor in za sodelovanje v današnjem večeru. V imenu Študijskega centra za narodno spravo vam, spoštovani profesor dr. Lovro Šturm, ob življenjskem jubileju še enkrat voščimo vse najlepše. Iskrena hvala pa tudi gospe Milici.